Dobrodošli v rubriki Vis-a-vis, z menoj nocoj performerka, influencerka, kolumnistka, igralka, voditeljica, komentatorka. Bendi, če nam do polnoči naštevo, kaj se je. Z nami je Tanja Kocman. Pozdravljena. Zdravo, Jure, hvala lepa. Kaj sem pozabil, pa bi bilo pomembno izpostaviti? Pasja mama, to je Pasja vedno mama. tako odlična ljubimka. Okay. Ampak ne povezano z psi, to zdaj samo toliko. Ne, to sem zdaj mislil, a si mama, ki je pasja, ali si mama psa? Ne, nimam svojih otrok, ampak Dobro. imam pa psa, do katerega se obnašam zelo mamasitasto. Se pravi, si pasji človek. Zelo. Mislim, načeloma sem zelo živalski človek. Tudi mači? Tudi, mislim, jih imam rada, ampak jih nimam doma. Jih nimaš doma? Ne, ampak psi so pa moja bitja. Ja. Psi bolj kot mačke. Ja, Meni je vedno ta razlika, ker dejansko ne poznam človeka, ki bi bil in pasji in mači človek. Ja, ne vem, zakaj se tako razdelimo. Je pa res, da potem tudi, ko prijateljice, ki imajo mačke in potem pridem, ne znam se rokovati z njimi, ker jim kar nekaj mečem in potem one kar te riti nastavljajo in smo vsi tako malo, nam je vsem nerodno. No. Riti ti nastavljajo? Mačke mi nastavljajo, riti to me moti. Čudno se mi zdi, pa tudi ta odnos pasji, ne vem, če greš od doma, ajde recva za 5 minut na črpalko nekaj iskat, ker ti je zmanjkalo slučajno, priješ po 5 minutah domov, pes reče, pa kje si, ti sem mislil, da si umrla, 5 minut te ni bilo. Če pa mačka pustiš, pa greš na dopust 14 dni, pa priješ domov po 14 dnevih, pa reče mačka, a si že nazaj. Ja. Se verjetno zato, veš, vedno imam to pomanjkanje pozornosti in hvala Bogu je pa tisti, ki zdravo. Ja, pa mačka te do krvi. Tako. A te kdaj ugriznil še pas? Ne, nikoli. Sem imela to srečo. A tebe je? Ja, ene par psov. Okay. Poimensko naštel, zdaj pa gremo skozi. Včasih se znajde nekje sred noči, pa me šni psi. Ne, si ne. Tako Jure hodi po vasi, išče vaške pse, ki niso na verigi. Naš kuža je hosil sosed. Tanja, povej, kje smo te sneli za našo rubriko Vis-a-vis? Kaj trenutno počneš, pa bova zdaj zanemarila dejstvo, da si ravno kar posnela oddajo Poroka na drugi pogled, kjer sodeluješ kot komentatorka. Res je. Drugače pa nič, večino zdaj svojega časa in energije vlagam v predstavo Ženske brez filtra. Ok, povej nam več o tej predstavi. To je glavno, to bi zdaj rad slišal. Ja, torej v bistvu zdaj bo že 1 leto, kaj smo na poti s to predstavo. Kdo vse sodeluje? Torej v igralski zasedbi smo Lucija Vrankar, Nuška Drašček, Tina Gorenjak, alternacija za Nuško Drašček je Ana Marija Mitić in pa seveda glavna rock'n'roll zvezda je pa Desa Muck. Desa Muck. In v bistvu smo na odru, vsaka predstavlja eno obdobje v življenju ženske. Ranko Babič je režiser, Pop-up teater nas je vzel pod okrilje. Skratka, ekipa je neverjetno fajna, ženske se dejansko med sabo razumemo tudi za odrom in včasih pravimo, da nas predstava prav prekine med pogovorom. In ja, lušno se imamo, no, res smo... Kako pa gre energija enega, ko bi rekel, južnjaškega gospodiča s tako žensko energijo, kot je vaša? Ja, Ranko si jo je sam priklical, no. On je to tudi si želel, on je poklical mene pa Tino Gorenjak in rekel, da on si želi, da bi lahko ženske na odru govorile tudi vse to, kar govorijo moški, brez cenzure in da on želi biti boter tega projekta, ker on ima tudi sam doma 3 ženske, ne nazadnje, tako da mislim, da je navajen biti v tem podrejenem. In malo, po mojem, ima neke te mazohistične, ima neka nagnjenja. Ja, tako. In to smo začutile in seveda mu z veseljem vračamo vso to ljubezen, ki jo je priklical. Skratka, to je trenutno ta glavni projekt, na katerem smo. To je sestavljeno iz, se pravi, teh različnih stand-upov, je tako? Tako, ampak igrani, torej ni zdaj to, gre vseeno za v bistvu torej za igro, a vendar v stand-up formi, no, torej. In zelo je lušno, razprodane predstave so, za kar smo delali, nekateri 20 let stali na vseh zabojih zapir in plačevali, da smo lahko nastopali. Marsikje smo nastopali na ta način. Se ti spomniš svojega prvega nastopa, stand-up? Kje je bil, kako je izgledal? Bil je v Ljubljani v kavarni Open, se je reklo takrat. Mislim, da več ne obstaja, nekje ob Ljubljanici.
In bila sem predskupina za Martino Ipšo takrat. Ker ona je tudi ta, ki me je v bistvu mislim, odkrila. Rekla je, da dosti govorim, pa če bi na odru. Primanjkovalo je takrat ženske energije in sem takrat štartala in mi je rekla, naj napišem nek material. Sem napisala za 1 uro. Zelo zanimivega materiala takrat in potem sem imela prvi nastop. Vem, da je prišla tudi Lucija Čirović me takrat gledati in sem bila čist prestrašena, ker sem mislila, o moj bog, ta imena me pridejo gledati, jaz pa tam neka mala deklica z Ješence. Ampak ja, je bilo super, tudi publika je bila zelo prijazna. Je bil dober odziv? Ja, ampak tudi so bili zelo prijazni, so me zelo nežno so si me vzeli. Nežno kot ta intervju. Tako, hvala lepa, Jure, v tvojih rokah se tudi počutim kot prvič. Na odru, lepo. Ja, lepo. Jaz sem imel prvi intervju tudi v enem lokalu v Ljubljani, pa tudi mislim, da ga ni več, Bikofe se je imenoval. Ampak to je bilo tako spontano, da sploh ni bilo odra, sem na okenski polici stal noter. Vidiš. In nekoga sem polil. Lepo. Odziv ni bil dober. Ni bil? Aha, vidiš, mogoče pa za nama zapirajo lokale, tudi to je, ne? Možno smo tista glasnika apokalipse, češ to pa ne bo več dolgo. Srečno, fantje. Fajn se imejte. Se vidimo v drugih projektih. Eno stvar me zanima, pa dobro premisli, preden govoriš. Brez pritiska, torej. Kot marsikaterega komika ali komičarka včasih vprašam, ker ljudje smo se različni in pri marsikomu izhaja želja po, recimo temu konkretno stand-up nastopanju iz potrebe, po pozornosti, da se jim smejijo. Pri nekaterih pa izhaja iz tega, da imajo pa tako življenje, da pa enostavno govorijo na smrtno resen način o svojem življenju in je to njihov akt. Kam spadaš ti? Se ta želja rodila iz tega, da bi se ti ljudje smejali, da bi bila priljubljena, ker so ogromno takih komikov poznam, ki imajo nek, ne vem, umeten material, ki, če jih poznaš osebno, veš, to nisi ti. Kaj si ti to na odru? Potem je pa nekdo, ki pa pride na odr z enim materialom in je smrtno resno, govori o ene zadeve in rečeš, to si pa ti, ampak je pa krati smešno. Jaz te nekako takole vidim. Ja, jaz mislim, meni je bil največji kompliment, tudi ko mi ga je nekje na začetku, ko sem se lotevala stand-upa, prijateljica rekla, da sem na odru ista kot drugače. In to mi je bil po mojem največji kompliment v smislu, zato ker jaz tudi, ko sem spremljala stand-up sceno v tujini, jaz sem ful gledala te nemške stand-up komike, meni je pač ta iskrenost in ravno ta predstavitev življenja v vsej svoji gloriji je bila vedno najbolj zanimiva in najbolj pomembna. Meni to, da ti neke vice govoriš na odru in nimajo veze s tabo, to meni tudi ni stand-up. Se stand-up ne rabi vedno biti najbolj divje zabavn, mislim, fajn je, če se smejijo. Mislim, ni bedno, če se smejijo ljudje, ampak se mi zdi, da ta neka nota tega, da lahko ljudem daš zraven smeha še to, da se identificirajo s tabo, pa da se jim nekateri njihovi problemi zazdijo mogoče malo manjši, pa ne, da sem zdaj mati Tereza, se je stand-up tudi način samoterapije, za katerega drugi tebi plačajo, kar je super. Ampak ja, no, tako da ne, meni se zdi pri stand-upu iskrenost alfa in omega tega. Uporabljaš veliko teh scenarijev, oziroma zase praviš, da si upokojena stand-up komičarka. Zdaj ne več, ja. Zdaj sem se vrnila. Zdaj sem se vrnila. Ampak kaj nastopaš tudi tako samostojno še po stand-up klubu? Ja. Nastopaš veliko? Zdaj bom, jaz sem, torej, meni je leta 2019 umrl oče in potem sem se znašla v enem takem zelo čustvenem obdobju za sebe, ko nisem nekako več videla smisla v tem, da se izpostavljam na odru, ker nisem čutila več tega, da lahko dam ljudem ves ta smeh, ker ga sama nisem čutila. In potem sem rabila kar nekaj let, da so me spet odrske deske zamikale oziroma da sem v tem tudi videla pozitivno za sebe. In Tina Gorenjak me je takrat kar nekaj let snubila in potem sva skupaj naredili predstavo Na zdravje in jaz sem se malo lahko skrila z nekom drugim na odru. Zato, ker mi je vso to solo nastopanje postalo zelo naporno za moja čustveca. In mi je bilo veliko lažje, ko z nekom deliš in veselje in trpljenje, ki ga nastopanje prinaša. In sem na tak način se vrnila. Tako da v bistvu 2 leti nazaj smo mi začeli s tistim projektom in potem sem tudi začela spet sama nastopati. Posledično je potem prišla ta predstava, tako da se je vse nekako odvilo. Ampak sem pa rabila nekoga, da me je prijel za rokico. To pa ja. Se pravi, kaj, v tistem momentu ti je bilo enostavno, nisi več videla
izziva na odru? Čutila sem se prazno. No. Zdelo se mi je tudi, da nimam več, da vse te fore, ki sem jih pregovorila, so se mi zdele meni osebno prepovršinske, preveč veliko. Jaz sem vedno veliko govorila o spolnosti, o teh zadevah in se mi je na eni točki zdelo vse tako banalno v primerjavi s tem, kar tudi imaš v tistem trenutku, ko ti nekdo umre, ki je tebi tako drag, se ti itak življenje zdi banalno. To so potem... Pa sem se tudi malo zvlekla z tega, ugotovila, da marsikaj, kar se nam v nekem trenutku zdi banalno, pač je, kar je, ampak se da tudi drugače uporabiti. No, in potem sem tudi v svoj stand-up vnesla o smrti, o teh stvarih, kar na prvo žogo ne zveni zabavno, ampak v resnici pa je, no. Mislim, v življenju se je treba smejati tudi tako ali drugače in pač vedno najti neke načine to se mi zdi, da stand-up lahko odpira še vrata v ene te tabu teme, ki se jim drugače kar izogibamo. No. Ja, sej, to je bilo tako kot Charlie Chaplin. Sej, Charlie Chaplin ni bil smešen človek, če ga je človek gledal. Pa tudi te zgodbe, ki jih je on... Mislim, a ne izvira vse iz tega? Oziroma iz tega, iz katere tradicije je on izhajal, iz te pač pantomime in nemih zadev. To so vedno tragične situacije, v katerih je on bil. Ampak je na koncu vedno neka luč upanja. Sploh tako, kot se konča film, če si ga gledala, njegov Modern Times, ki gresta proti sončnem zahodu, na koncu tisto dva reveža, v nove moderne čase. Lepo sporočilo. Zelo lepo sporočilo. Iz tega smo se vsi učili. Kaj pa tvoje drugo udejstvovanje, se pravi na internetu? Ti delaš zelo veliko časa, ti vzame to. Kako se je rodilo to pri tebi? Je bil to del, ki je prišel skupaj z nastopanjem? Se pravi, če nastopaš, se moraš nekako promovirati? Ali je bilo to ločen projekt? Ker zelo malo ljudi poznam, ki so rekli, jaz bom pa influencer. In so štartali kot influencer in so potem razvili kariero influencer. Vedno je to nekako zraven. Kako je bilo to pri tebi? Mislim, jaz sem zelo dolgo iskreno tudi rabila, da sem se navadila na ta izraz, zato ker smo ga kot družba tudi zelo tako slabšalno predstavljeni. Jaz verjamem, da, mislim, ko pogledam marsikaj, se tudi meni še vedno zdijo nekatere stvari banalne in očitno je banalna moja beseda dneva. Bi rekel vplivnica, pa se mi zdi še bolj butast. Vse to je, vse to okoli. Jaz v bistvu, po mojem šlo je zelo na tak način, torej najprej sem stand-up komedija, kolumne, potem sem postala radika, oziroma vse to je nekako se prepletalo. In tudi, ko sem delala v jutranjem programu na radiju, smo začeli takrat snemati te videe. In nekako tam se je vse potem odprlo, zato ker jaz tudi prej nisem bila sploh vešča, ne Facebooka, ne Instagrama. Jaz sem še ta starejša generacija in še zdaj včasih prosim vse bogove, da naj se nekje ustavi z vsemi temi aplikacijami, ker jaz več ne zmorem. In smo takrat v bistvu orali neko ledino tudi s temi nekimi zabavnimi videi, ki so izgledali, kot da smo jih snemali s kalkulatorjem, ampak so bili strašno dobro sprejeti. In potem se je nekako tak tudi razvil cel ta moj, da sem dobila sledilce. In mene so potem pač v bistvu kar na eni točki začeli kontaktirati, če bi jaz delala za neke naročnike in meni je bilo to tako tuje, ker prvo ne znam ene lepe slike narediti, da me ubiješ, ker to so te, ko se znajo slikati, veš, jaz pa sem vedno tak malo pes je neki, pa dlake na meni, pa in pol neko kompozicijo delam, ki izgleda samo žalostna. In potem sem ugotovila, da pač bom to, kaj na odru delam, tudi ko se snemam, pač bom kdo sem in če bo sprejeto bo in če ne. In nekako tak se je potem to razvilo, no, čist. In ti zabavni videi in vse to so meni bili vedno strašno veselje. Edino, kar me zdaj zelo, zelo teži, je to, da jaz sem zelo rada tudi pač pisala scenarije za te videe, ki so včasih bili res lahko cel mini spektakel in je to bilo 2-minutno ali pa celo 5-minutno. Zdaj pa smo postali tako zelo sam te 10-sekundne trende, gremo hopa cupa in potem že tako, ok, niti tu več, mislim, ne samo, da ne rabim kreative, v bistvu je čisto odveč postalo, no. Tako da kot starejša gospa se borim tudi s temi strahovi, tako da Jure, razumi me. Imam krizo. A ubogaš te trende, ker to so še mikrotrendi znotraj trendov, ne? Vidim, kaj ljudje včasih naredijo, ne vem, kot praviš, 15-20 sekundni video, kjer se na koncu zgodi nek punchline ali pa nekaj strašnega, se odreže na koncu in se ga kopira že na začetek, tako da že na začetku vidiš, aha, to bo na koncu in potem gledaš celega in potem še dejansko to vidiš. Ker to so stvari, ki se meni zdijo tako krepko, močno debilne
In jaz se tega ne bi mogel ravnati, če bi se s tem resno ukvarjal. A ti ubogaš ti trende? Ali pa kdaj se to objavi? Moraš v 7:30? Ne. Jaz res iskreno nikoli se nisem s tem obremenjevala in tudi ne vem, karkoli se je zgodilo z sledilci ali karkoli na odzive na moje objave, so se zgodile vedno tako, jaz si nikoli nisem nič načrtovala, tudi zdaj si ne. Jaz pač objavim v tistem danem trenutku. Po občutku. Tako, sicer me moj partner včasih krega, ne, ker reče, kaj so to, 11 zvečer objaviš, kdo bo to videl, pa rečem, boje že. A ima rok trajanja objava? Ja, tako nima, ne. Tako da ne, drugače jaz res tu grem zelo sledim sama sebi. Pač, mogoče bi mogla kdaj bolj preračunljivo delati stvari, ampak ne znam, ne osebno, ne poslovno, jaz pač... In na to sem ponosna, da bom. Mogoče pa je prihodnost, da bom najprej na odru tudi punchline povedala, pa pol šele zgodbo, to bi tudi bilo... To bi tudi bil izziv za vse nas. To bi bilo dobro, gledajte, kaj sledi na koncu, ostanite. Ja. Ne hodite ven, gospa. Počakajte še malo. Ker bo dobro. Ja, ali pa ne. Kako ti je pa delati komentatorsko oddajo za reality show? Kakšne poglede imaš na reality šove oziroma na eksperimente, kot se zdaj imenujejo? Ja, tako lepše zveni, ne, eksperiment. Veš kaj je, reality šovi meni so od nekdaj bili ta guilty pleasure, no. A, so bili? Jaz sem to gledala, sicer dobro, jaz sem gledala na nemški televiziji ta Bauer sucht Frau, ko so kmetje iskali, pač strašno mi je bilo to zanimivo, tudi Kardashianove sem rada pogledala, tudi te neke Love is Blind, pa te zadeve. Big Brother. Tudi Big Brother, seveda, mislim, je z leti upadlo to, da gledam, verjetno zaradi tudi časa ali kakorkoli, ker sem res strašno zaposlena, gospa. Ampak me še vedno pritegne, no, 90 dni do poroke, to je moj... Tega ne poznam, 90 dni do poroke. Jure, nujno, jaz če ne bi bila oddana, bi se prijavila sem zato, ker to je noro. Kakšen je pa koncept tega? To nisem... A je to na slovenski televiziji? Ne, to je Amerika. To je ti, ki imajo partnerja iz tujine in potem morajo, ko partner pride, imata 90 dni, da se poročita, ker reče, on vize ne dobi. Noro. In to, kaj doživiš, a veš, ko te Američanke stare 60 let si iz Nikaragve moža 20-letnega pripeljajo, kdo bi vedel, je ljubezen ali ni? Ja, a veš. Skratka, tako da to, tako da ne, mislim, moj pogled na te reality šove je čist, da je to ena taka lušna sprostitev, ki te ne sme sicer preveč odpeljati, ampak te pa mora odpeljati dovolj, da lahko preživiš v življenju. In to komentiranje je meni nekaj, kar vsi počnemo. Pač, če gledaš to, komentiraš in to je normalno. Zato me vedno znova tudi fascinirajo odzivi na naše komentarje, ker eni ljudje mislijo, da smo mi so zelo engaged. Ja, ljudje. Ko bereš te komentarje, ti je kar lušno pri srcu, ker vmes vidiš, oni so strokovnjaki, on je ločen, on to. Mislim, zato, da ti komentiraš, ne rabiš biti strokovnjak. Se tudi ti, ko si mi komentiral pravkar to na Facebooku, a veš. Tako da pokaži mi življenje pis, da se bomo lahko zmenila. Naj vrže prvi. Tako da ja. Jaz moram reči, da ne gledam toliko reality šovov. Me pa zanima, če misliš, da bo kdaj šlo v te vode, da bomo gledali reality šov, tako kot vidimo v kakšnih filmih, kjer bi bilo pa recimo življenje tekmovalca ogroženo. O, bog. To bi jaz gledal. A to bi, medtem ko jaz to, to bi bilo najbolj grozno, to bi jaz gledal. To bi bilo grozno, ampak to bi jaz gledal tamle v kletko, prosim, zdaj pridejo pa levi. To bi pa jaz gledal. No, Planet TV, mogoče ideja za naslednjo. Mogoče ideja. Smrt na drugi pogled, jaz bi. Smrt na drugi pogled. Bo ali ne bo. In celo komentiral bi in to bi delal za ston. Si rekel, kaj si rekel, ne? Bo šlo kdaj v to smer? Po tvoje? Mislim, zdaj bom rekla, iskreno, 10 let nazaj bi ti rekla nikoli, zdaj pa se mi zdi, da smo postali tako... Marsikaj je danes na televiziji. Vse. Ki bi rekla, 20 let nazaj bi se o tem pogovarjala, pa bi rekla, a si nor, dejno nekaj. Ja. Se tudi vidiš, tudi vsi posnetki, predvsem TikTok je to tako orodje, ko vsa ta, tudi ko je bilo kako streljanje, ko vidiš vse te stvari. Samo mi smo postali že tako, se mi zdi, imuni na vse te posnetke, ker smo, da sploh več ne ločimo realnosti od nerealnosti, tako da ja, absolutno bi bilo možno. Ja, to me zanima pač, ker gremo res, kako bi rekli temu, strokovno, s tujim terminom, mislim, da se reče full retard. Zelo lep termin. Gremo strmo proti full retard. Zelo strmo, ja. V vseh sortah vsebin. Absolutno, ja, absolutno. Med še, ker midva sva
izhajava še z, kako bi rekel, jaz pravim tem najlepših časov televizije, Ja. recimo tam v 90-ih, da smo odraščana. Da. To so bili najlepši časi. Zelo lepi. Tudi jaz sem odraščal za nemško televizijo in jaz se spomnim tam zadeve. To so nekakšne stvari, ki so nas definirale. In takrat so imele stvari še glavo, rep, ker zdaj je pa... Pa dogodek je bil. Dogodek, absolutno. to je bil vse dogodek. Jaz sem komaj čakala, da grem pol gledati to Ja. Milo, ki je igrala odbojko tam in vse te risanke in ostale talk šove, v katerih sem Ja. odrasla. Zdaj pa je tega kot marsičesa drugega preveč. Zdaj je vse zelo, zelo potrošno in hitro. Tako. V, smo pametni. v smeri TikToka. Ja, pač, Ja, glej, sej z razlogom, a veš, izkušnje. čez 20 let bo spet imela isti pogovor, sam bom jaz Ker ga bova pozabila tega, ja. Nekaj se nisva že pogovarjala o tem. V katerem letu si ti gorast? Ja, tam. To sem na tvoji strani prebral, praviš, da kriza je produktivno stanje. Le pri okus katastrofe je potrebno odvzeti. Kaj je zate največja kriza? Oziroma v kateri krizi si se spomnila tega stavka? V bistvu ta stavek sem prebrala v enem časniku, tam, ko je pisal prebliski in potem so imeli vedno, in jaz sem te prebliske zelo rada brala, to pa v smrtnici, ne vem, to mi je bilo vedno zelo ljubo. Jaz mislim, da ravno to, ko pišem te ali stand-upe ali scenarije za predstave ali karkoli, vse nekako izvira iz nekih teh težjih stanj, se tudi to, kaj smo prej rekla, dejansko. Mislim, nobena dobra zgodba ni, redko kera je, da je iz neke take lahkotnosti nastala. Vedno je bila neka kriza, ki se mi je takrat zdela neznosna, potem pa je z meseci obledela, pa sem v njej videla ali humor, ali neko dodano vrednost, ali neko šolo za sebe. Tako da, točno to, ko ti enkrat sfiltriraš to krizo, pa z distance pogledaš, pa vidiš, da je življenje res tako krasno za vsem, kar ponuja, pa znaš zaobjeti tudi te žalostne trenutke, pa se iz njih naučiti. Se mi zdi, da takrat lahko izživiš tudi to neko kreativo, pa najdeš znotraj vsega tega smisel za sebe. No. Tako da o tem. No. To je zelo zanimiva misel, ker me spominja na misel pokojnega avstrijskega dirigenta Nikolausa Arnoncourta, ki je pa enkrat rekel na vaj, ker pač on je bil specialist za starodavne izvedbe. Se pravi, hotel je glasbo izvajati tako, da je zvenela čim bolj verodostojno, kot je zvenela takrat, ko so jo skladatelji dejansko napisali. In je na eni vaji rekel, da se lepota zgodi na robu katastrofe. To je zelo podobno tega, kar ti rečeš. Ker vedno je treba hoditi nekako po robu, oziroma ti govoriš kriza, ampak gre za isto stvar, da se zgodi tisto, kar potem uporabiš, bodi si v stand-upu ali pa v kakršnikoli drugi izvedbi. A je res? Ja, absolutno. Jaz mislim, pač to so te stvari, ki nas bogatijo. Jaz mislim, da bi ljudje nasploh morali na vsa ta stanja v življenju gledati čim bolj na tak način. No. Se mi zdi, da je toliko enih stvari, ki se jih bojimo, se jih vsi bojimo, ampak jaz vedno znova res probam, ne vem, mogoče tudi po smrti očeta, pa z nekimi temi izgubami, s katerimi se srečuješ tekom življenja. Vse to grozljivo in te boli in je dramatično, ampak življenje je to eno samo in treba ga je res maksimalno izživeti, delati napake, delati vse, kar spada zraven. Predvsem pa jaz res z leti vedno bolj bodrim ljudi, da najdejo pa tudi tisto v sebi to dobro, no, ker jaz sem res, kot smo začela ta pogovor, te živali in vse to, se mi zdi, da smo postali taka družba, ki samo rada pogleda stran in to mi je še hujše kot tisti, ki karkoli počnejo takega. Tako da malo apeliram na ljudi, da najdejo dobro v sebi, da to s tem ne pokažeš šibkosti, ampak kvečjemu tako. Najprej treba pa TikTok pobrisati s telefonom. To je prvi korak. Ker dokler smo... Krasno si dopolnili. Dokler človek to dela, ne more razmišljati. Ne, sej to ravno. Iz tega smo se najmanj naučili vsi, ne, iz teh aplikacij. Tanja, najlepša hvala za tvoj obisk. Je že konec. Je konec, sva že čez termin. Tu luči bojo začele, čistilka bo prišla. Lahko jaz spuščam, če še mi malo pustite. Tako da jaz ti želim srečo v vseh projektih, tako v gledališču kot na televiziji, ki komentiraš in na spletu, seveda. In upam, da še kdaj priješ našo oddajo. Hvala, Jure, bilo je prekrasno, povabi me še kdaj. Z največjim veseljem. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.